Ena gospodarstvenica in 8 gospodarstvenikov je prejelo letošnjo nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Jubilejna 50. podelitev priznanja gospodarstvenikom za njihovo večletno uspešno vodenje je potekala v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani 26. marca 2018. Nocoj je prazničen večer, nocoj bomo slavili zmagovalce, ljudi, ki so med najbolj uspešni, upam, da bodo nam vsem navdih za naša prihodnja ravnanja. Čestitke in večer. Ja, najprej pogledam, oziroma najprej moram imeti sanje, potem pogledam, kako do teh sanj prideti, kakšni so koraki, napišem korake, se usedem, zamižim in akcija, gremo. Jaz sem neizmerno ponosna na svojega partnerja. Zelo sem vesela, da je dobil eno tako potrditev za pot naprej. Je pa res, da je bilo za to potrebno zelo veliko odrekanj, zato sem zelo vesela, da je Gospodarska zbornica uvidela njegov trud in da mu je podelila to nagrado. Ko je prišla mlada generacija menedžerjev to voditi in smo dvignili to za 5-krat, in prišli na prvo mesto, ni denarja, ki ti lahko povrne to čast, to uspeh, kakor čutiš v sebi. Ne? Jaz sem zelo vesela za svojega moža, obenem pa zelo ponosna na njega in vem, da je šla nagrada v prave roke. Definitivno je pa osnovno vodilo za uspeh ekipa. Posameznik je v resnici sam za sebe ni vreden kaj dosti. Takrat, ko je pa posameznik na pravem mestu v pravi ekipi in deli vrednote s temi ostalimi, ki so v ekipi, potem pa je samo nebo meja. Jaz mislim, da so občutki prekrasni, predvsem zaradi tega, ker smo pod vodstvom dr. Goloba prerasli v zelo veliko podjetje, ki predvsem ima zelo plemenito poslanstvo, da z energijo oskrbujemo odjemalce in predvsem, da skrbimo, da je ta energija čista, brezogljična. Z delom in z vizijo in pa seveda določimo cilje in potem samo tem ciljem sledimo. In ko pogledaš nazaj, ko si prehodil pot, ja, je dober občutek. Seveda vesela in ponosna, da je ta čas doletela mojega moža in njegovo leg veterino. Seveda moram reči, da je za to zaslužna cela ekipa, da so vsi zlati. Jaz živim svoje sanje, to je moj moto. Sanjam samo stvari, ki so uresničljive in tako nekako potem pride tudi do rezultata, že celo življenje. V takem krogu ljudi si lahko ponosen, da prideš do tega nivoja, da si iz Dolenjske, kjer prevladuje naš cviček, na katerega smo tudi zelo ponosni, tako kot našega Ivana, smo lahko veseli, da uspemo v tem našem slovenskem krogu. Če sanje so, se potem te sanje morajo resničiti in to nekako človek potrebuje vztrajnost, delo, znanje, pa tudi čisto brez sreče ne gre, tudi ta sreča na koncu mora biti zraven. Prireditev je bila zelo lepa in samo na kratko lahko povem, da sem ponosna na svojega moža in tudi na vse druge slovenske podjetnike. Bernard Shaw je rekel, da obstajata dva vrsta ljudi, tisti, ki so racionalni in sprejmejo okolico, kakšna je, in tisti, ki so nerazumni ljudje, ki hočejo okolico spremeniti. In iz tega sledi, da edini ljudje, ki spreminjajo svet, so nerazumni ljudje. No, tak sem jaz. Jaz sem zelo ponosen na naše podjetje, na naš direktor, ker vidim naše podjetje kot eno zgodbo o uspehu slovenskega gospodarstva. In ta zgodba dokazuje, da se da biti uspešen, se da ustvariti svetovno podjetje iz nič. Kadri so pomembni, se pravi, tam se
vsa zadeva začne pa konča. Tako da, če imaš dobre kadre, pa če jih spodbujaš ustvarjalnosti pa novostim, pa zadeva lava. Seveda pri tem največ pomaga, bom rekla, res ta ljubezen, predanost, strast do te ideje, želja po njeni uresničitvi. Občutki so veselje, ponos, predvsem to, kaj drugega bi že težko rekel. Rdeča nit tokratnega svečanega dogodka je bila misel: strast spreminja sanje v uspeh. In z tega stališča, gospe in gospodje, je strast to, kar nam pomaga, da lahko realiziramo naše najbolj neverjetne sanje, pa čeprav po vijugasti poti. Pomaga nam, da lahko prenesemo preizkušnje in tragedije življenja. Strast nam daje moč in prepričanje, ki ga potrebujemo, da lahko delamo čudeže. Na letošnji podelitvi so se za dosežene uspehe posebej poklonili tudi vsem 353 dosedanjim prejemnikom in prejemnicam slovenskih gospodarskih oskarjev. Občutki so, lahko rečem, da bo zdaj to v znamenju današnje podelitve, so zelo strastni, zelo lepi in mislim, da je to delo, ki ga je v teh 50 letih opravila ravno gospodarska zbornica, zagotovo združilo strastne ljudi in naredilo Slovenijo zagotovo veliko boljšo, kot bi bila brez tega. Prireditev je bila čudovita. Moram reči, da je uspela združiti vso preteklost, sedanjost in dala dober pogled v bodočnost. Tokrat ni bilo nobenih obvez, nobene treme in sem res užival v dogodku, mogoče na nek način še podoživljal, se lahko poistovetiš s vsemi temi zgodbami. Neverjetno je, koliko je v Sloveniji dobrih podjetij, kako dobrih podjetij se vsako leto najde med nagrajenci in ljudi, tako da odlično. Danes je zame poseben dan. Dvakrat, kot bivši nagrajenec, pa tudi zato, ker je moj kolega z naše skupine Robert Golob dobil nagrado. In vesel sem, da je dobil nagrado zaradi svoje sposobnosti, predvsem pa dela z ljudmi in razvoja. Prvič se je zbralo več kot 1300 gospodarstvenikov na enem mestu v čast teh naših izjemnih zmagovalcev, nagrajencev in s tem smo tudi pokazali dobro vzdušje, motivacijo za nove dosežke, ki bomo sigurno tudi s pomočjo gospodarske zbornice slovenskega gospodarstva dosegli.